bolj dobro jutro. Evo, krasen zimski dan, snega 10 do 15 cm, suhega pršiča, temperatura -7 stopinj, tako da idealen dan za eno tako zimsko doživetje. Zato predlagam, da kar gremo, pa da vidimo, kaj bo dan prinesel. Sled jelena, posledi jelena se pa vidi ovčja sled. Evo, tukaj se še bolj vidi sled volka. Tukaj se lepo vidi sveža sled jelenadi. Se vidi, da je tudi brskala, da je prišla do nekega skromnega grižljaja. Tudi če malo tako bolj povoham, čutim vonj po jelenu, tako da ta zadeva je zelo sveža. Evo, Triglav, kaj na dlani. Zaradi takih pogledov se splača zjutraj vstati pa iti v to mrzlo jutro. Zjutraj, ko sem se zbudil, če ne bi imel nahrbtnika že pripravljenega, vprašanje, če ne bo stal v postelji. Kar težko mi je bilo spraviti se s tople postelje pa iti. Ampak zdaj, ko sem tukaj, mir, tišina. Živ je dušen kjer, tudi vetrčka ni. Res neverjetno vreme, res krasno, krasno. Bi mi bilo res žal. Ustavil sem se na razgledni točki, sem stal ene pol ure in sem užival v res prekrasnem razgledu in me je začel počasi v noge zebsti. Kljub, bom rekel, dobrim gojzarjem. Zato sem se odločil pač, da grem naprej v hrib in po 15 minutah hoje se prsti na nog, na levi nogi sploh niso nič ogreli. Tako da sem se zdajle ustavil, sem dal gojzarje dol, malo prste zmasiram, malo pogrejem. Izgleda, sem imel gojzar preveč zategnjen, pa ni bilo dosti prekrvavitve in me je začel zebsti v prste. Čutim, da se toplota vrača nazaj v prste. Da bom lahko šel naprej.
To je zdaj čisto nekaj drugega. Me je že tako zeblo v prste, da včasih so rekli temu po domač, da se je zanohtal. Je že kar malo tak pekoč občutek. Ja, prsti počasi so v redu. Da ne glede tudi na dobro opremo in vse, včasih se hitro lahko naredi, da čisto en tak enostaven pohod rata zahteven, ali zaradi poškodbe, ali zaradi mraza. Tako da, če se takole odpravimo, sploh tle gor, ni ne telefonskega signala, ne nič, dejansko ste odvisni sami od sebe. Upam, da se vidi moje vezalke. Dejansko sem te original vezalke nadomestil s čisto običajnim parakordom iz enega samega razloga. Te original vezalke so bile pač neka čista sintetika in še poleg vsega so bile še elastične. Tako da, če bi kdaj potreboval vrvico za bowdrill, po vseh knjigah pa pravilih preživetja in naravi in podobnega, pač se svetuje, da za prižig ognja z bowdrillom lahko uporabite vezalke. Eno je knjiga oziroma teorija, eno je praksa. Večinoma današnjih pohodnih čevljev ima vezalke, katere niso uporabne za bowdrill. Tako kot moje niso bile, saj so bile elastične in s tako elastično vezalko vi ne boste vzpostavili z dovolj trenja. Če boste pa že nekako uspeli, da bo se vzpostavil trenje, je pa velika verjetnost, da boste to varovalko, preden se vam bo naredila ta tleča masa, vezalka prežgala. Tako da zelo malo je vezalk na gojzarjih danes ali pa na čevljih, sploh kakšni supergi in podobne stvari, s katerimi boste vi to vezalko lahko uporabili za bowdrill. To je samo tako za intermezzo. Jaz še gamašo namontiram, grem naprej, noga se je lepo ogrela, tako da bom lahko normalno nadaljeval svojo pot. Še gamašo namontiram. Ne glede, da ni ne vem koliko snega. Snega je, se pravim, na mestih 10, na mestih 15, mogoče tle gor malo višji, kot sem bil, ga je bilo morebiti 20, ampak ne glede na to, da se odpravite v hribe, pa da je sneg, brez gamaš ne iti. Ker v nasprotnem primeru se vam za gojzar od vrha noter usipa sneg in imate prav hiter polhne gojzarje od vrha snega, ti sneg se počasi topi in voda gre v gojzar in imate gojzar po pol ure hoje lahko čist premočen. Pa ne zaradi tega, da bi sam gojzar spustil vlago skozi material skozi, ampak dejansko vi dobite od vrha noter. Tako da gamaše so super stvar za tako stvar.
Na vrh so bili 3 jeleni, se lepo počas premikali. Čist gor na robu, kjer je obzorje, so bili 3 jeleni. Sicer ne vem koliko veliki, tam starost 3 do 4 leta. Wow, super. Odločil sem se, da se bom taboril. Tlele temu delu. Materijala, sušic je ogromen. Tudi če nekaj časa bo sonce, da imam čas lepo v miru se utaboriti. Postavil sem med 2 smerikam vzdolžno nosilno palco. V tej strani sem podložil en kol, da se mi ni ta nosilna zmikala. Na tej strani sem pa tako kajlco naredil in sem jo zabil, tako da v bistvu brez vrvice to lepo trdno stoji. To lahko zdaj umaknem, ne rabim več. Ne drži toliko močno, kot sem mislil. Evo, zdaj pa to drži. Ena je tukaj, ena tle. Tako da je malo pod kotom. Evo, takole naj bi to izgledalo na obeh straneh. Še na drug stran zabijem noter nokce, pa je to. Za podlogo sem dal količke, naredil sem smerikove ostržke. Zdaj bom pa še malo gaze dal za netivo. Bom dal parel. Mokre rokavice imam. Naredu šmorom.
Zdaj pa samo upam, da mi ne bo ugasnil. Ogenček lepo gori. Takole pa izgleda moj tabor. Naredil sem sedež. Za sedežem sem dal pa reševalno folijo ali space blanket. Ta folija se nahaja v vsaki prvi pomoči od avtomobila. Z ene strani je srebrna, z druge je zlata. Evo, z te strani je zlata. Kakor jaz to zadevo nekako poznam, je v bistvu tako, zlata stran sprejema toploto, srebrna stran jo pa odbija. Tako da, če se pač ponesrečimo, se lahko zavijemo v to alufolijo. Tukaj sem že omenil, na en stran zlata, na en stran srebrna stran te folije. Zlata naj bi toploto sprejemala, srebrna jo naj bi oddajala. Zato sem si jaz tudi tle pri temu zavetju tako nekako zamislil, da toplota ognja se tukaj ujame in da ta folija odbija meni nazaj toploto. Tako da si tle, ko sedim, da se mi ustvari pač nek žep toplote. To folijo, kot sem že rekel, je v vsaki prvi pomoči od avtomobila. Pa tudi zelo priporočljivo bi bilo, da jo ima vsak pohodnik, planinec, gornik ali pa ne vem, tudi lovci. Če se karkoli ponesrečimo, se lahko pač zavijemo v to folijo in ta folija nam pač pomaga vzdrževati oziroma zmanjša oddajanje naše temperature telesne. Tako da je zelo priporočljiva stvar, da si pač tako folijo date v nahrbtnik in da je tam noter vedno. To je pa današnji ogenj. Po dolžini sem dal en, bom rekel, debelejši hlod. Potem sem pa čez dal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hlodov in v bistvu te 6 hlodov v bistvu gorijo samo sprednji del hloda. Tako da, ko sprednji del hloda pogori, ga samo malo naprej porineš in vzdržuješ na ta način ogenj. Prednost tega ognja je v bistvu ta, da za hlodom praktično ni nobene toplote. Vsa toplota nekako ostaja tukaj na tej strani hloda, kjer je pač kurišče. Ta ogenj tudi dosti dolgo časa gori. Po končni fazi ni kakšne velike skrbi za njega, ko enkrat vse pripravite, samo občasno malo hlod naprej porinete in to je to. Čakam, da mi zavre voda, da si nekaj naredim za pregrizniti. Lačen sem. Moram reči, da je tukaj res kar prijetno toplo, tako prav fino, se kar da. Nimam pa občutka, kakšna je sploh temperatura, ko sem v gibanju, tako da napravljen sem dobro, tako da me praktično ne čutim nobenega mraza. Edino se pravi moje elektronske naprave, od GPS-a pa s kamero imam tudi skozi težave, to je skozi prazna baterija. Non stop jo filam. Evo, gledam, GPS je pa tudi se opomogel in so v bistvu te stare baterije, ki so se ogrele,
kaže, da samo ena črtica manjka, tako da so praktično polhne, ampak zgleda, mraz je svoje naredil. Tako da GPS bom ugasnil in ga bom šparal pol za povratek. Voda je lepo zavrela. To bo danes na jedilniku. Neka pašta. Moje bo. Gremo. Raztegnemo tole. Tale absorber vlage lahko tudi ven vzamem. Moje je dosti vode not. Zapremo. Мешаем. Čakam 10 minut. Toplo. Žlička se mi je zlomila. Ampak še zmeraj bolj tako, kot pa, da bi mogel s prsti jesti. Pa še nekaj toplega pojesti. Gozd. Počas pada tema. Sedim tle v ognu. Ogenj tako lepo prasketa. Prijetno toplo je. Tako da se mi res nikamor ne mudi. Tle ven z gozda imam dobre 100 metrov do ene gozdne poti, pa se pa držim samo te gozdne poti. Pa bom prišel do avto, tako da ni nobene panike, da bom mogel skozi kakšno gušavo ali karkoli koloratiti. Pač leto se zaključuje, običajno ljudje naredimo neko zaključek leta. Tako da mi je na misel prišlo lansko leto tak na čas, kanal Gozdovnik na sončni strani Alp. Vprašanje, če je imel 600 naročnikov. Danes jih je preko 1600, tako da moram reči, kar se tiče tega, bilo leto zelo uspešno in sem tudi zadovoljen z samim rezultatom. Nikoli se nisem imel za youtuberja, ker to počnem nekako iz vesela, iz užitka. Ne nazadnje, marsikdaj bi človek doma ostal, pa ga pač to žene, da mora nekaj posneti.
in s tem se tudi nekako vzdržujem neko kondicijo, neko kontinuiteto. Ne nazadnje tudi nekaj se sam naučim, tako da upam, da boste tudi v prihodnjem letu spremljali YouTube kanal Gozdovnik na sončni strani Alp. Namen je pa, da prikažem kaj zanimivega, kaj poučenega. Tako da to bi bilo zaenkrat v tem letu vse. Čakam še malo, da tale ogenj dogori, pospravim opremo in jo počasi odpetam proti avtu. Jaz mojo letošnjo zadnjo avanturo zaključujem, prišel sem do avta, tako da to bi bilo za danes oziroma za letos vse. Vsem skupaj pa želim enega srečnega pa zdravega v prihajajočem letu 2025. Srečno!